Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Tu sem, v Kungote sem. Danes sva s soprogo najela električna kolesa, tako da vabljeni na potep po štajerski regiji. Vmes bom pa povedal, kako se električna kolesa obnašajo. Ja, danes je 13. junij, nedelja, prečudovit sončen dan, približno 19 stopinj Celzija. Midva pa sva se odpravila iz Kungote, najprej v smeri proti Juriju, kjer pa bova zavila potem proti jugu, proti Mariboru. Jaz vozim kolo Crucis, model E-Cross. Vidim, da ima 630 Wh na bateriji. Kolo je izredno lepo vodljivo, tudi pri pomoči nič se ga da zelo lepo peljati. Zdaj sva pa že zavila levo proti Pesnici in bova sprobala, kako gre v vzpon. Tle se bomo dvignili približno iz 270 na 520 metrov nadmorske. Jaz bom pa malo potestiral te pomoči od 1 do 5, kako se kolo obnaša med vzpenjanjem. Moja soproga pa vozi e-trekking, tako na prvi pogled zadaj vidim 6 ali pa 7 brzin. Koliko brzin imaš? Ne ve, 6 ali pa 7. Kako zaenkrat koristiš to pomoč? Ma super, zdaj imam na dvojkici. Ja. Zdaj bom dala na trojko, ko gre malčko klip. Ja, super. Taki mirni kraji so tukaj, praktično nobenega prometa. Zdaj se bova precej dvignila v hrib in videla, koliko baterije nama bo to popilo. Edina pomanjkljivost, ki jo lahko izpostavim po prvih 5 kilometrih, je ta, da nimava s sabo nobenega bidona. Namreč, če si ne dovoliš, da bi ti kolo preveč pomagalo, se lih tako spotiš, malo piha še veter, ki te dehidrira, tako da bova mogla po poti precej dobro skrbeti za hidracijo. Zdaj sem obral tak sistem, da se vozim z ničlo, kakor je kakšen vzponček, si pomagam z enko ali pa z dvojko. Vmes je bil eden še močnejši vzpon, sem dal na 3. Pač občutek je, kakor da bi se ves čas vozil po ravnem, oziroma če hočeš malo bolj pritiskati, znižaš pomoč in je. Pač dejstvo je, da se jaz v tak lanc nikoli ne bi peljal 15 na uro, še manj verjetno pa je, da bi mi soproga sledila. Ja, ne bi bila tako nasmejana, kot sem zdaj. Ja, super. Zdaj v tak lanc si oba pomagava s ščirko. Na displeju imava pa oba še polno baterijo. Recimo, kar sem jaz zdaj najbolj opazil, je to, da praktično skoraj ni nobene potrebe po menjavanju prestav. Ves čas imam od zadaj nekje na sredini, tam na eni 4 ali 5 in si pomagam z elektriko, kjer je treba. Lastnik, kjer sva najela kolesi, je rekel, da imata obe deklariranih vsaj 100 km do meta, kar je pa seveda odvisno od tega, koliko elektrike porabiš po poti. Midva sva si danes načrtala en 75-kilometrski krog, bova videla, koliko bo dejansko ratalo in koliko baterije bova porabila. Sva videla eno lušno okrepčevalnico in sva se odločila, da narediva postanek za kavico. Zdaj še pogledam, kaj vozi soproga. To je neki e-trekking, zdaj na bateriji ne vidim označbe, koliko bi imela moči. Ampak ves čas mi je suvereno sledila, tako da si mislim, da je kolo super. Ima od spredaj 3 zobnike in od zadaj 8, se pravi 24 brzin. Evo tako, tle sva zdaj tudi prišla do plastenke z vodo. Vprašal sem soprogo, kako se ji zdijo disk zavore in jih je izredno pohvalila. Povedala je pa tudi, da so ji všeč amortizerji, ker ji ni treba, tako kot pri specialki, gledati prav na vsako luknjo v cesti. Kako se ti zdi električno kolo? Enkratno, to je res za dame, da sledijo svojim gospodom oziroma hitrejšim nasprotnikom. Mislim, jaz sem pa presenečen, s kakšno lahkoto vozim kolo, ki ima nekje med 20 in 30 kg, brez vsake električne pomoči. Malo me moti sam položaj na kolesu, predvsem položaj rok na tej ravni, široki belanci. Drugače pa se počutim zelo udobno. Ja, zdaj se prebijava tle čez Maribor, ampak poznava približno smer, da prideva ven iz mesta in greva v smeri proti Lenartu. Ja, po 26 km poti meni še zmeri kaže polno baterijo.
Moram reči, da je super. Če najdeš tisto pravo ravnovesje med lastnim pogonom in električnim pogonom, se lih tako zadihaš v klanc, malo se oznojiš, to je super zadeva. Ja, tako zdaj med vožnjo malo razmišljam, za koga bi bilo primerno električno kolo. Gotovo je zelo primerno za turiste, tako kot sva danes midva, ker si lahko gledaš pokrajino iz prve vrste. Evo, to zdaj proba Petko. Pa še jaz. Ja, to greš kot z mopedom. Pri tem pa se ne rabiš ozirati, da bojo vmes vzponi. Oziroma kakšne druge ovire, ki jih z lastnim pogonom ne bi mogel premagati. Tako kot da živiš pokrajino s kolesa, ja, verjetno na noben drug način ne moreš. Tako da to je za turiste je to super. Podobno velja za tiste, ki bi se z električnim kolesom vozili v službo, ker je lahko razdalja prevoza tudi malo večja. Elektrika ti pa pomaga, da ne prideš ves preznojen na delovno mesto. Primerno je tudi za starejše ljudi in pa za tiste z malo kondicije. Se jim to omogoča, da grejo na kolesarjenje v naravo, česar sicer najbrž ne bi zmogli. In situacija, kako gre? Odlično, nisem si nikoli mislila, da bom se tle vozila s kolesom. Dobar dan. Ali ste ki dobro zdaj jesti? Tam je dol, kalamare imajo, ribe, Zmenjeno, narediva tako. njoke imajo, vse sorte imajo po želji. Ok. Eno Dobro, fotko, je, eno res, fotko naredim še tle in to je to. Soproga poroča, da je na displeju po 45 km padlo stanje baterije za eno črtico. Jaz moram reči, da imam danes kar konkretno rekreacijo, zato ker varčujem z baterijo, večino časa vozim na nič. Občasno sem si pomagal z enko, dvojko, v nekaj vzponih tudi sem sprobal, kako dela 3, 4 in 5. Super. Tako da, če hočeš narediti dober trening, se ga da tudi z električnim kolesom. Pač enostavno ne vklapljaš elektrike in je stvar rešena. Kljub temu se pa zaenkrat še ne vidim kot rekreativec na e-kolesu. Mi je ljubša specialka, ker pač tam so dejanski vzponi, ki jih narediš brez vsake pomoči. Pri električnem kolesu se pa lahko zgodi, da zapadeš v neko samo pomilovanje in si potem pomagaš več, kot bi bilo potrebno. Ne rečem pa nič, kaj bo čez 5 ali pa 10 let. Drugače pa se vidi, da je v tem električnem kolesu kar nekaj pameti. Na splošno je pa tako, če ne vrtiš pedal, ne pomaga. V trenutku, ko popustiš, tudi baterija neha pomagati. Prav tako sva opazila tudi, da je pomoč odvisna od tega, v kateri prestavi imaš. Ne pomaga ves čas popolnoma enako, ampak se prilagaja. Kolo pomaga do 30 km/h, potem pa izklopi motor. Predvidevam, da je to zaradi varnosti, pa tudi prave potrebe ni, če se pelješ 30 ali pa več. Zdaj, ko gledam tale displej, na enki pomaga s 125 W moči, na dvojki z 250 W, na trojki 300, štirka nekaj čez 500 in na petki do maksimuma 750 W pomoči. Kakorkoli, da ne bo kdo mislil, električno kolo ni za lenuhe. To mogoče kdo misli ali pa reče na glas, ampak to je povsem enako kolesarjenje, kot s kjerikoli navadnim kolesom. Tisto pomoč elektrike pač skompenziraš za to, da si podaljšaš izlet. Morate pa upoštevati to, da tudi če si boste podaljšali izlete, boste lahko za kolesarjenje porabili približno enako časa. Ne misliti, če niste nikoli v življenju naredili 100 km, da jih boste z električnim kolesom naredili potem pa kar z lahkoto. Po 4 urah vas bo rit bolela, roke, rame, telo morate vseeno natrenirati za položaj na kolesu in za samo poganjanje pedal, kljub temu, da vam pomaga. Zato tudi na električnem kolesu priporočam uporabo prave kolesarske opreme, trde čevlje, rokavičke, podložene hlače. Naredite čim več za svoje udobje, da bodo izleti res lahko daljši. Zdaj sva pa že na poti naprej, smer Sladki Vrh, Šentilj in nazaj z Gornja Kungota. Soproga poroča, da je po 65 km padlo še za eno črtico na bateriji. Se pravi, zdaj ima še 3 črtice od 5. Midva mava pa še dobrih 10 km do apartmaja, tako da je to vse ok. Dobra baterija, glede na to,
da krog sploh ni tako kratek. Podobna situacija je tudi pri meni, še zmeraj malo več kot kar polovico. Moram reči, da me je kar navdušilo. Sicer kot rekreativc zaenkrat ostajam na specialki, ampak kot turist bom pa zagotovo izkoristil še kdaj možnost, da se zapeljem z električnim kolesom. Seveda ne moramo zaključiti današnje ture, če ne bi šli še en košček poti po progi, kjer so šli 2 dni nazaj z dirko po Sloveniji. Hola! Tako, midva sva pa spet naokrog in okrog, spet v Zgornji Kungoti, dobrih 76 km, precej razgibane, valovite trase, čudovita pokrajina in seveda super doživetje z električnimi kolesi. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.